človek pada iz ene trditve v naslednjo laž, ne, in tudi govori neumnosti. Spomnite se samo, kako je govoril, da so, kako bi rekel, da je za COVID pozdraviti pravzaprav dovolj, če greste na morje in na sonce, če pa hočete astmo ozdraviti, jejte pa solato. Poslušajte, torej, jaz ne vem, ta človek ni pri pravi pameti in jaz mislim, da se da dokazati to njegovo bedaštvo, ki je, kako bi rekel, vendarle tudi nevarno in do skrajnosti škodljivo. In zdaj mešajo te pojme ob času, v tem trenutku, ko je vojna, saj vemo, ne, recimo, in enačijo neko judovsko državo in judovsko prebivalstvo ali Žide ali Izraelce, kakor želite, ne, pravzaprav z nekimi nacisti, ne, in pa nas mešajo v to, kako bi rekel, da smo isto fanšisti. Od kje zdaj to prihaja? Jaz mislim, da vem, ne? Torej, ampak je pa grozljivo, nevarno in zastrašujoče in treba se temu upreti z vso silo in z vsemi možnimi izrazi, a ne, ki nekateri trdijo, da niso primerni, ne? Recimo, da je predsednik vlade prvi bedak slovenske vlade. Poslušajte, on je avtentični bedak in jaz si ne morem, kako bi rekel, kaj, da se kaj takega izraža in da se nihče ne upre.